funkcije trenera, v bistvu na progi nekdo je v cilju, kaj kdo dela recimo? No, zdaj to je odvisno od velikosti ekip. Naša ekipa trenutno funkcionira z 3 trenerji, ki so na progi. Poleg tega nam pomaga tudi ponavadi torej serviser Svixa. Večinoma ga pač uporabimo za prvi trening, ko je le majčkeno bolj delikaten ali pa zahteven, namreč ne vemo, kakšen tempo bo na progi, kakšni skoki. Tako da se razporedimo v bistvu po ključnih mestih. Nekje vsaka smuk proga ima nekje 3 do 4 resnično ključna mesta, potem jih je posod še kar nekaj zraven, ko bi bilo super, da bi imeli še dodatne ljudi, vendar jih nažalost pač nimamo v naših ekipah. Večje ekipe to pokrivajo same. Mi se pa v tem primeru združujemo. Mi smo združeni z francosko ekipo, špansko, včasih, kadar so prisotni, so tudi češka ekipa, tako da vsako trenerje ima potem tudi kamero in tako da posnamemo celotno progo. Tako da dokumentacijo, video imamo, to lahko vidimo. Tako kot sem že rekel, za ključna mesta smo pa mi 3 trenerji, ko smo, tako da tekmovalke imajo približno predstavo v bistvu, kaj se dogaja na sami progi. Recimo ti sestanki, ki so zvečer, kaj se na teh sestankih govori? So kakšni zadnji napotki ali pa ne vem, vremenske razmere, o čem? Ne, vremenske razmere niso nikoli predmet. Bom rekel, sestanki so dosti informativne narave, kako bo delo naslednji dan potekalo. In sicer kdaj so obveznosti tekmovalcev, kdaj bojo naredili tisto ogrevanje, kdaj se jim začne ogled iz vidika organizacije, transporta opreme, povemo, kje se bojo nahajali kateri trenerji. Skratka, organizacijski je bolj ta, mogoče kratka analiza prejšnjega dneva ali pa dneva, ki se je zgodil. Drugače pa sami napotki za naprej se zgodijo na samem ogledu in po ogledu, v bistvu tista, bom rekel, končna taktika. Pa to v bistvu vsaki teden se morate peljati na pač različne kraje, včasih ne po 800 km pa še več. Kako so te vožnje kot trener naporni? Pa si imate vseeno neko odgovornost, v bistvu, ko vozite? Ja, pride ti v navado. Jaz vem, da za nekatere je težko se peljati 30 km. Za nas verjetno, ko slišiš, greš 300 km, je to pač zelo racionalno razmišljanje, ok, 2 uri pa pol, 3 ure vožnje. Je pa recimo glih jutrišnji dan bo tak, zjutraj imamo tekmo, potem se moramo predstaviti v bistvu 900 km stran. Bo naporno, ampak ne vem, kakšen postank, več na poti in žal, tako je, nimaš kaj, moraš iti. S čim pa se med vožnjo oziroma s čim se zamotite ali pa da ni dolgočasna sama vožnja? Ne vem, mislim, da je do vsakega posameznika. Enim bolj paše muzika, enim paše tišina, kakšni se pogovarjajo, mislim, to je zelo individualno, to težko rečeš. Zamotati, kakor je osredotočenost na vožnjo, upaš, da ne boš imel kolon, mislim, da to je največji sovražnik, da se ti ta pot, ki jo imaš predvideno, še podaljša, upaš, da ne. Najtežji takrat, kadar imaš kakšno sneženje na poti, takrat je resnično brzine toliko nizke, da se ti lahko pot podaljša v nedogled. Drugače pa, če si na avtocestah, je v redu. Čim so pa to kraji, se veste, Alpe so zelo prepredene s temi dolinami in se to vse skupaj zelo lahko podaljša. Tako da nimaš kaj, greš, dokler ne prideš na cilj.